Pred nami je 28. teden med letom. Pomembnejši godovi v tem tednu, v torek boduje sveti Janez 23. papež, v sredo sveti Maksimilijan Celjski, škof in mučenec. V soboto pa je god svete Terezije Avilske, device in cerkvene učiteljice, ki je tudi prenoviteljica karmeličanskega reda. Prihodna nedelja bo 29. nedelja med letom. Prihodno nedeljo bo pri sveti maši ob 10. uri na Brezovici tudi srečanje zakonskih jubilantov. Sporočite vsi, ki praznujete okroglo obletnico poroke gospodu župniku, da bi se tudi skupaj zahvalili Bogu za vsa pretekla leta in prosili blagoslova ter življenjske modrosti tudi za naprej. Pa še nekaj oznanil tudi glede del v zvoniku. Vsi motorji, kladiva, verige, omarice in položeni kabli so na svojem mestu. Pri zvonovih je nova LED razsvetljava in vtičnica. Prebarvana je tudi polovica železnih ograj v zvoniku. V tem tednu, ki je pred nami, pa bosta tudi novi podometni omarici za zvonenje in razsvetljavo cerkve v zakristiji. Potegneni so novi povezovalni vodniki med omaricama v zvoniku in zakristiji ter vezava motorjev in omaric. V zvoniku pa je potrebno prebarvati še drugo polovico ograj, urediti tla zvonika, pripraviti oder za pritrkovalce ter obnoviti zaščitne mreže proti pticam, saj se je pokazal tudi problem pri zamahanju zvonika. Seveda pa so sproti tudi kakšne druge stvari, ki jih je sedaj, ko se dela, najlažje postoriti. In naj bo tudi glas novih zvonov spodbuda vsem, ki nas doseže ta glas, da bi delali dobro in da bi se podobno kot tu v cerkvi in okoli cerkve, kjer se vse ureja in postaja vedno lepše, tudi v nas, vsakom od nas krepilo dobro. Bogu in vam vsem hvala za to, da lahko delamo in prosimo za blagoslov pri tem delu tudi v prihodnje. Spoštovani, prejšnji teden je pa v Državnem zboru sprejet ta družinski zakon, ki je na škodo otrok. Zato je podana pobuda, da bi zbirali podpise za zakonodajni referendum, s katerim bi poskušali to popraviti, kar se da. Zdaj postopek je ta, še najprej treba zbrati v 7 dneh 2500 podpisov, ki jih ni potrebno uveriti, samo je treba zraven napisati svoje podatke, to se pravi ime, priimek, kraj bivanja, rojstva, podpis, in to je treba oddati do torka ta teden. Potem se pa na podlagi tega pa določi, kdaj se bojo začeli zbirati pa podpisi za referendum, ki jih je treba pa 40 000. Tiste je treba pa uveriti na upravni enoti, ali pa kdor ima digitalni podpis, lahko tudi od doma to prek računalnika naredi. In zdaj bi v ta namen zbirali pred cerkev še podpise, kdor pač želi čisto prostovoljno, bojo obrazci se lahko podpiše, pa bomo jutri jih odnesli na določen kraj. Daj se v samostanu na Viču se lahko vdajo še tudi do torka. Hvala. Hvala lepa. Pa res podprimo tudi te pobude, ki, kakorkoli obrnemo, so nekaj dobrega. Tudi kristjani smo dolžni živeti tudi kot odgovorni državljani, tudi ko se tako želimo ljudje spreminjati naravo, se moramo tudi mi oglasiti in dati svoj glas za zdravo pamet in za dobro vseh. Pa naj nas tudi vseh naših prizadevanjih za dobro podpira Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
živite v miru. Bog.